Namen današnjega protestnega shoda je, da želimo opozoriti ministra za okolje in prostor, gospoda Janeza Podobnika in posledično vlado, da končno zagotovi uveljavitev zakonov in Ustave Republike Slovenije. Janez Podobnik, na spletni strani napisano tako veliko lepih zvenečih besed. Tudi na raznih novinarskih konferencah in govorih otrokom v šolah in vrtcih poudarja, kako dragocena je naša zemlja, kako nujno je ozaveščati javnost in si prizadevati za ohranjanje naravnega okolja ter kaj lahko za to storimo sami. Od predstavnikov vlade bi namreč pričakovali, da v dejanjih sledijo svojim izjavam. Bi želeli slišati, kako je v praksi? Poglejmo naš primer. Ministrstvo za okolje in prostor s prejšnjo in sedanjo vlado verjetno nosi današnji največji del krivde, da smo danes tukaj. Vse asfaltne baze sredi planinske vasi ne bi bilo, če bi službe Ministrstva za okolje in prostor delovali v skladu z njihovo pristojnostjo ob spoštovanju predpisov in zakonov. Res je, da je izvirni krivec šentjurska občinska oblast, kar sega v leto 1998 in kasneje v leto 2003. Vendar nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov občin izvršujejo ministrstva, v našem primeru Ministrstvo za okolje in prostor. In namesto, da bi Ministrstvo za okolje in prostor sprožilo postopek na vladi za zahtevo postopka pred ustavnim sodiščem proti občini Šentjur, smo ga morali mi državljani na svoj račun. In to kar dvakrat, prvič leta 1998 in drugič 2003. Odločbi ustavnega sodišča sta bili izdani v prid krajanov, ki ne želijo nič drugega kot to, da ohranijo svoje delovna mesta na kmetijah, zavarujejo okolje pred nepotrebnim onesnaževanjem. Kljub temu Ministrstvo za okolje in prostor ne naredi ničesar. In ker je investitorju bilo med čakanjem na odločbo ustavnega sodišča izdano gradbeno dovoljenje, smo krajani sprožili na upravnem sodišču pritožbo, ki je bila ponovno odločena nam v prid. Investitor se je na to pritožil na Vrhovno sodišče in sodba dne 10.10.2000 je bila kot vse ostale rešena v prid nam krajanov. S to sodbo sta se razveljavila gradbeno in uporabno dovoljenje. Toda asfaltna baza v planinski vasi še vedno obratuje in onesnažuje okolja. Kako dolgo še, bomo poprašali ministra za okolje in prostor, gospoda Janeza Podobnika. Gremo še pa za naslednjimi zahtevami. Zahtevamo takojšnjo zaustavitev delovanja asfaltne baze v planinski vasi. Zahtevamo, da se asfaltna baza odstrani in zemljišče vzpostavi v prvotno stanje. Odgovore na obe zahtevi zahtevamo danes in to pisno. In dokler tega ne dobim, vam zagotavljam, da izpred Dunajske 48 ne grem. Ko je v petek z policije bilo na ministrstvo javljeno, da bo danes protestni shod, me je gospod Gačnik iz Ministrstva za okolje in prostor prijazno klical, da so vedno odprti za pogovor, da nas sprejme, da me sprejme še isti dan in tako naprej, vendar sem odklonila. Kako komentirate, da danes ministra Podobnika ne bo? Ja, zaenkrat težko komentiram, jaz ga še vedno pričakujem. Zakaj pa ste odklonili pogovor z gospodom Gačnikom? To je bilo v petek, ki smo že imeli organiziran celoten protest, vendar, če prej v tolikom času niso imeli 5 minut časa, bi zdaj, ki vidijo, da resno mislimo, hvala lepa. Vse ima svoj prav. A mislite, da boste uspeli? Ja, ne vem, slabo piše. Se bojo kaj javili ali ne? Ne vem. Dolgo pričakujemo, pa ne, 8 let že traja. Veliko dvorana, ne? Ne vem, kateri, ne to malo. Sam 3-5 dol, tisti, ki smo se zmenili, ne, predstavniki. Še pa ljudje ne vem, še pa novinari. Mi bi želeli. Imate sobo novinarske, tiskovne konference imate tudi tle noto. Ja, kar pejte pogledati, kje imamo vse zasledanje. Očitno je problem majhnih prostorov. Mi bi želeli, da so predstavniki medijev prisotni. Če vas seveda tehnično to ne bo dopuščalo, bi pa takoj po kratkem razgovoru opravili tudi eno vrste novinarsko konferenco, da bi gospa prosili, da bi tudi vi bili z nami. Ja, seveda, vse se skozi. No, vem, kako se dve. A bo minister danes prisoten? Minister zdaj trenutno ni, je na tiskovni konferenci o vplivu zemlje. Pa je seznanil z današnjo stavko? Je seznanil.
Boste probali danes to rešiti? In kakšen je odgovor ministra Podobnika, zakaj ne bo prisoten? Po eno leto ga že prosimo za odgovore, pa se ne vzame 5 minut časa za nas. Žalostno. Mislite, da bo današnji protest uspel? Prepričana, mnogo bi. Ste pripričani? Kaj pa vi? Ja, zato smo tukaj. Kaj pa, če se ne bodo hoteli pogovarjati z vami? Ja, saj so še druge poti, pa verjetno v demokratični državi, a vsi naši politiki o tem govorijo in državljani smo v to prepričani, je pogovor edina oblika, da pridemo do skupnih ciljev in dobro življenje državljanov je verjetno naš skupen cilj, politikov in naš državljanov, ki smo jih nenazadnje izvolili. Kaj pa, če se vse ne bodo hoteli pogovarjati, kaj pa potem naprej? Ja, to pa so slabi znaki za slovensko državo. Ja, ampak se doskrat pojavljajo. Ja, verjetno se bodo nam pridružili pa še nekateri, ki bodo imeli podobno izkušnjo ali imajo podobne izkušnje, da se politiki oziroma tisti, ki smo jih izvolili, da nas zastopajo, ne želijo z nami več pogovarjati. Torej, bistven vzrok, da smo tukaj, je neenakost državljanom pred zakonom. Bistveno je to.